Sanacija regionalne ceste Maribor-Dravograd. Kako mestnim otrokom približati podeželje? Novi vitez pesniškega turnirja. Maribor je obiskal velemojster Gari Kasparov. Lepo pozdravljeni. Po slabih 2 tednih od katastrofalnih poplav, ki so kar na 2 mestih odnesle del glavne ceste med Mariborom in Dravogradom, so začeli popravljati poškodovana odseka. Pri tem izvajalcem z nižanjem gladine Drave pomagajo tudi Dravske elektrarne Maribor. Če bo vse po načrtih, bi lahko cesto za ves promet ponovno odprli v 2 tednih. Škoda, ki jo je podivjana reka povzročila na tej glavni prometnici v Dravski dolini, pa naj bi presegala 350 tisoč evrov. Vso breme glavne prometnice med Mariborom in Lovrenškim mostom z dnevno obremenitvijo 15 tisoč vozil že 2 tedna prevzema ožja in nevarnejša državna cesta, ki voznikom jemlje tudi več časa. 20 minut sigurno, pa sem je šoferka me za mano malo kteri pelje. Kaj pa nevarnost te ceste pravite? 5-krat večja. Bi šlo tudi po zimi, če bi zapadel sneg? Ja, če bi bilo v redu spluženo, bi šlo. Odvisno, tam, ko je pa najožje, je pa tako nared, enosmerni promet, da semafori urejeno. Vzdrževalci zato hitijo s sanacijo obeh okoli 20 metrov dolgih vdorov, v katere bo potrebno ugraditi skoraj 1000 kubičnih metrov kamna, betona in gramoza. V samo brežino bomo probali vpeti kamniti zid. Največja težava je glih temeljenje, zaradi tega, ker v bistvu Drava izpodjeda ves čas nam podlago za sam temelj. To zdaj si pomagamo tudi z železniški tiri, da jih zabijamo noter. Ob ugodnih vremenskih razmerah bi lahko vdora sanirali v dobrih 2 tednih, sama sanacija pa ne bo ravno poceni. 250 tisoč, vse skupaj, kaj pa zdaj na našem področju cestne podjetja Murska Sobota, pa je približno za 600 tisoč evrov, okvirno. Škoda, ki jo sproti ugotavljajo, pa je lahko še bistveno višja, se vseh posledic podivjane reke še niso odkrili. Posledice povečanega prometa na obvozni cesti čez Ruše in Lovrenc na Pohorju pa se že kažejo. Ta cesta dolgo več tega prometa ne bo zdržala. Iz Ruš proti Lovricu, ker to je le promet celotne Koroške, lahko ste se sami prepričali, kakšen promet gre tu skozi in ta cesta je že kar zelo dobro načeta. Domačini zato upajo, da bo sanacija glavne prometnice končana še pred obilnejšimi snežnimi padavinami in da bo vzdrževalec obvozne državne ceste, ko bo razbremenjena prometa, saniral tudi posledice, ki so nastale z nadobremenitvami. Direktor družbe Granit Peter Kosi tudi danes ni vložil stečaja za svojo hčerinsko družbo Granit gradbeništvo, kot je napovedal pretekli teden. Stečaj je zahtevalo 160 zaposlenih, ki že 2 meseca niso prejeli plač. Vodstvo Granita stečajem ne zavlačuje namerno, temveč čaka na odgovor nove KBM, ali je družbi pripravljena pomagati s posojili. Direktor Granita je bil danes na pogovorih na novi KBM, kjer je upal na konkreten odziv banke, ali bo rešila hčerinsko družbo Granit gradbeništvo ali ne. Slovensko-bistriško podjetje namreč potrebuje 2 milijona evrov posojil za dokončanje projektov, izvesti pa želijo tudi dokapitalizacijo. Ne želimo blefirati z nekimi slamnatimi dokapitalizatorji, ampak želimo banki predstaviti konkretno možnost in rešitev in seveda zato potrebujemo čas. V tem času pa, tako kot sem rekel, likvidna sredstva, s pomočjo katerih bi projekte, ki jih imamo, tudi zaključili. In to je naša celovita rešitev, vse ostalo je samo krpanje. A na banki danes niso izvedeli nič oprijemljivega za svetlo prihodnost podjetja. Odgovor, ali jih je banka odpisala ali jih bo spremljala, Kosi pričakuje od uprave v najkrajšem možnem času. Sicer bo Granit gradbeništvo 160 zaposlenimi primoran poslati v stečaj. Na odgovor pravzaprav ne moremo več dolgo čakati, dan, 2, največ 3 in potem bo odločitev žal morala biti znana. Granit ima kljub težavam še vedno 13 aktivnih gradbišč. Na 4 dela potekajo normalno, na ostalih so motena, ker delavci ne prihajajo v službo, saj nimajo več niti za prevoz. Celjska občina in podjetje vzdrževanja in obnova cest VOC Celje sta podpisala pogodbo o zagotavljanju zimske in pregledniške službe v prihajajoči sezoni 2012-2013. VOC je bil izbran na razpisu, na katerega se je sicer prijavilo še podjetje Grasto. V občini bo vzdrževanje javnih cest z novim letom preneseno na javno podjetje Vodovod Kanalizacija, ki bo delo opravljalo bodisi samo ali z zunanjimi izvajalci. Po četrtkovem pozivu predsednika Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava, naj mariborski župan Franc Kangler izstopi iz stranke, naj bi danes o tem razpravljali v mestnih odborih SLS in SDS. Ali je do razprave prišlo, ne vemo, ker so v odborih ostali skrivnostni.
Znano je sicer, da Kangler uživa visoko podporo mariborske mestne koalicije, ki jo je opozicija označila tudi za njegov glasovalni stroj. Kangler je bil še zjutraj prepričan, da ima med članstvom v koaliciji visoko podporo in da se je Žerjav pri svojih izjavah prenaglil. Spomnimo, da je Žerjav Kanglera k izstopu pozval zaradi ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije, da je v primeru Farmadenta ravnal koruptivno. Ja, mislim, da je že to naprej jasno, da Mariborčani in Štajerci, ki so v Ljudski stranki, takšne stvari obžalujejo, kot so se zgodile, in so tudi mnenja, da je gospod Radovan Žerjav bil preuranjen v svoji izjavi, predvsem zaradi tega, ker ne pozna druge plati zgodbe. In ko bo seznanjen o tem, verjetno bo nekoliko drugače gledal na ta problem. Bodoči zdravniki iz Pomurja so lahko doslej opravljali nekatere klinične vaje le v univerzitetnih kliničnih centrih v Ljubljani ali Mariboru. Zdaj pa jih bodo lahko tudi doma. Murskosoboška bolnišnica je namreč druga med regijskimi, ki je resorno ministrstvo podelilo status učne bolnišnice. Čeprav v Murskosoboško bolnišnico že leta prihajajo na prakso mladi iz domala vseh poklicev v zdravstvu, jih bodo poslej lahko učili zdraviti na višji ravni. Zaenkrat smo pač učna bolnišnica za obe medicinski fakulteti v slovenskem prostoru, za nekaj visokih in srednjih šol zdravstvene nege, tudi za fizioterapijo. Tega so najbolj veseli predvsem pomurski študenti medicine in specializanti, ki lahko zdaj precejšen del kliničnih vaj opravijo doma. Nas pa vred bija, ne? Ja. Daniel pravi, da se za razliko od večjih bolnišnic lahko v regijski več nauči. Več možnosti imaš za samostojno delo, ne? Sigurno vedno si imel možnost vprašati starejšega kolega za nasvete, za pomoč. Tukaj pri nas smo se dosti bolj nekako v tem kolegijalnem odnosu, ni toliko tistega rangiranja. Tu sem doma, tu je moj kraj in tu so moji ljudje. Če se bo dalo, bi tu delala z veseljem. Tega si želi tudi njen kolega, v bolnišnici pa upajo, da mislita resno. Že sedaj sta jim namreč v veliko pomoč. Ministrstvo za finance je na vlado poslalo gradivo v zvezi z Elanom, do katerega se bo na jutrišnji seji z dokončno odločitvijo opredelila tudi vlada. Kot je znano, je Evropska komisija septembra vladi sporočila, da mora Elan vrniti 10 milijonov evrov državne pomoči iz dokapitalizacije leta 2008. Rok za tožbo poteče jutri, če je Slovenija ne bo vložila, pa čaka Elan najverjetneje stečaj, saj bo moral denar vrniti do konca januarja. Sledita pa še dve domači vesti. Pozitivna Slovenija je danes vložila interpelacijo zoper notranjega ministra Vinka Gorenaka. Očita mu odgovornost za izginule podpise pod pobudo za referendum o zakonu za sanacijo bančnega sistema. To je prva interpelacija v tem mandatu. Vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije Jani Möderndorfer pričakuje podporo večine poslank in poslancev. Izginuli podpisi so bili tudi eno izmed poslanskih vprašanj predsedniku vlade Janezu Janši ob začetku redne novembrske seje državnega zbora. Poslanca iz Pozitivne Slovenije Romana Jakiča je zanimalo, ali je vlada pripravljena prevzeti objektivno odgovornost za ta škandal. Premijer Janša se v polemiko ni hotel spuščati, opozoril pa je, da je ta škandal enako nedopusten kot fotokopiranje poslanskih podpisov za referendumsko pobudo. Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije je že začel zbirati podpise za referendum o slabi banki. Svoje podpise so popoldne oddali predstavniki vodstva sindikata in predstavniki Zveze svobodnih sindikatov. Zato, da zberejo 40 tisoč podpisov, imajo na voljo 35 dni. Da bi tudi otrokom, ki živijo v mestu, približali podeželje in življenje na kmetiji, je zadruga Dobrina za drugošolce včeraj pripravila delavnico otročarije na vasi. Na njej so se otroci med drugim preizkusili v molžji krave, izdelovanju štampilk iz krompirja in drugih skupnostnih igrah, ki so se jih nekoč igrali na podeželju. V sklopu prireditve pa so odprli tudi center alternativne in avtonomne produkcije, v katerem bo zaživela tudi ekološka trgovina. Otroci so se lotili različnih iger, s katerimi so se na podeželju nekoč kratkočasili njihovi vrstniki. Poprijeli pa so tudi za kmečka opravila. Najbolj jih je zanimala molža krave. Molžemo. Imel kakšno takšno kravico doma? Ne. Na plakat odštempljamo zelenjavo ali pa sadje. Risanke, internet je kljub temu naredil svoje. Sicer je predstavnikom zadruge Dobrina v sklopu urbanih brast uspelo povezati manjše pridelovalce slovenskih goric, ki bodo odslej skrbeli za trajnostno lokalno preskrbo.
Namen delovanja je ta, da predvsem manjše kmetije, ki v zadnjem času na veliko propadajo, da nekako zamejimo ta trend in da manjšim kmetijam pomagamo, da vzpostavijo neko dopolnilno dejavnost. Skupno so na trgu nastopili s prodajo domačih zelenjavnih zabočkov prek spleta, ki jih tedensko dostavljajo šolam, vrtcem, domovom za starejše in trgovinam. Z odprtjem te ekološke trgovine z domačimi izdelki okoliških pridelovalcev pa bodo projekt še nadgradili. Mislim, da so potrošniki iz dneva v dan bolj ozaveščeni in da si hrane iz lokalnega okolja, iz bližine vedno bolj želijo. Sicer pa je poglavitni namen projekta, ki ga bodo nadaljevali tudi po koncu Evropske prestolnice kulture, predvsem povečati samooskrbo zelenjavo. Ta je v Sloveniji na izredno nizkih 35%. Že 12 let mariborska založba Pivec prireja pesniški turnir, na katerem izbirajo najboljšo neobjavljeno pesem in vitezinjo oziroma viteza poezije ter promovirajo poezijo. Lani so projektu dodali evropsko razsežnost. Na letošnjem turnirju so se s svojimi pesmimi pomerili pesniki iz Slovenije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške, Slovaške, Italije ter Bosne in Hercegovine. V posameznih državah je tričlanska žirija izbrala zmagovalce. Ti so se potem svojo poezijo predstavili tudi v Mariboru. A svojo besedo da tudi občinstvo. Slednjega je najbolj nagovorila pesem Portret italijanske pesnice Daniele Raimondi, ki govori zgodbo o pesničini babici. Le donne hanno sguardi che fanno tremare le tigri. I think maternity and women life is one of my favorite topics. Strokovna žirija je po kreativnem boju za viteza pesniškega turnirja razglasila slovenskega pesnika Francija Novaka z izjemno lirično pesmijo Ljudje kot rastline. Kako je globoko, pravi ženska v otroku. Poskušam najti nekaj drugega, nekaj novega, iti ven mogoče iz tega opisovanja in razmišljanja o naravi. Tu nema destrukcije, tu ima prirodni pokušaj, da mi jedni drugima budemo dobri. Kot je nekoč zapisal Rambo, pesnik je strašen delavec, ki mu edinemu uspe zaobjeti vsa najmanjša človekova občutja. 2 tedna je bil Maribor šahovsko središče sveta. Kaže, da mlade ta šport, ki izvira iz Indije, precej zanima, saj se je na svetovnem mladinskem šahovskem prvenstvu pomerilo skoraj 1600 najboljših šahistov. Ob tem so si imeli roke tudi gostinci in turistični delavci. Obeta pa se tudi dobra promocija Maribora v svetu. Takole so mladi tekmovalci iz kar 92 držav še zadnjič poprijeli za šahovske figure. I like it, it's a very different level. We're not used to playing so tough competition. I'm happy with my games, but not so much with my results. I keep making mistakes somewhere in the game. 12-dnevno tekmovanje pa je primerno tudi za spoznavanje novih prijateljev. I've met a lot from Slovenia, Slovenian people. Very cool and very friendly. Pomerilo se je tudi okoli 150 Slovencev. Andraž šah igra že 2 leti. Šoli smo špilali, te sem pa šel, sem bil med boljšimi, pa sem šel trenirati. Svetovni šahovski velemojster Garij Kasparov, ki je že prispel v Maribor, mladih igralcev ni pozdravil. Smo pa srečali njegovega nekdanjega trenerja. He is a genius and working for a genius it's always hard, but on the top of everything of extreme talent, he is extremely hard-working individual. Organizatorji upajo, da bo prvenstvo mesto ob Dravi prineslo prepoznavnost v svetu in pozitivne učinke za turizem. 40 000 približno nočitev, to je za mesto samo velika stvar. To so relativno več ali manj bogatejši gostje, se pravi, ki pustijo tudi še dosti denarja drugim, se pravi gostincem, trgovinam in tako dalje. In že oprezajo za novim izzivom, v naslednjih letih kandidirati za člansko svetovno prvenstvo. Zaključek mladinskega svetovnega prvenstva v šahu je torej popestril prihod nekdanjega svetovnega prvaka Garija Kasparova. Ruski velemojster je danes podpisal pismo o nameri, da v Mariboru ustanovi šahovsko akademijo. Najboljši mladi šahisti na svetu se lahko pohvalijo, da jim je čestital veliki Garij Kasparov. Maribora ne bodo pozabili, pa tudi ruski velemojster je zadovoljen ob obisku Slovenije, ker prej ni bil pogosto. In the years to come, there will be many more reasons for me to visit Slovenia and Maribor especially. Razlog bi lahko bila šahovska akademija z njegovim imenom, prva takšna v Evropi. Pismo o nameri njene ustanovitve so podpisali danes.
Lani so v Bruslju ustanovili Evropsko fundacijo za šah Garija Kasparova. Letos so dodali še afriško. Že 10 let so dejavni v Združenih državah Amerike, kjer bogati posamezniki podpirajo poseben program in največje ameriške talente. Actually, 2 of those Americans won here gold medals from our program, under 12 and under 14. But Europe also needs such a center. And I was very excited when I heard that City of Maribor might be interested in working with Kasparov Chess Foundation Europe in creating such an academy. Kasparov zagovarja šah v šolskih klopeh kot odlično izobraževalno orodje. Nekdanji svetovni prvak danes piše knjige in je zelo družbeno ter politično angažiran. Glasni nasprotnik ruskega predsednika Putina je premikal šahovske meje. Mladinski svetovni prvak pa ni postal nikoli. V Rio de Janeiro v Braziliji se je včeraj na tradicionalni paradi ponosa zbralo več kot 1 milijon borcev za pravice istospolno usmerjenih. Udeleženci 17. parade, oblečeni v pisane kostume, so se zavzeli za svet brez rasnih in spolnih predsodkov. Zaradi spolne usmerjenosti je bilo v Braziliji lani ubitih več kot 260 ljudi. Preglejmo še drugo tuje dogajanje. Ameriški predsednik Barack Obama je med zgodovinskim obiskom v Mjanmaru pozval tamkajšnje oblasti, naj pospešijo politične reforme, ki so po njegovih besedah šele prvi korak na poti v demokracijo. Obama se je v Yangonu srečal s predsednikom Tien Sienom in opozicijsko voditeljico Aung San Suu Kyi. Na zemljo se je vrnila 3-članska posadka mednarodne vesoljske postaje, v kateri je tudi ameriška astronautka indijsko-slovenskega rodu Sunita Williams. Poleg nje sta s Sojuzom v osrednjem Kazahstanu pristala še ruski kozmonaut in japonski astronaut. Na ISS ostajajo še 3 astronauti, Američan ter 2 Rusa. Prihodnji mesec se jima bodo pridružili 3 novi astronauti. Letošnje gejevske parade ponosa v Rio de Janeiro se je udeležilo več 10 tisoč ljudi. Prireditev po navedbah organizatorjev ni imela samo zabavnega značaja, temveč je imela tudi politično sporočilo, saj so udeleženci zahtevali spoštovanje pravic istospolno usmerjenih in kazensko preganjanje homofobije. Svetovna banka je opozorila, da bi se temperatura zraka v tem stoletju brez takojšnjega ukrepanja lahko zvišala za 4 stopinje, kar bi potencialno imelo uničujoče posledice za obalna mesta in za revne. Zato je pozvala k večjim naporom za znižanje emisij toplogrednih plinov. Oblačno bo, le ob morju bo precej jasno. Temperature bodo sprva od 2 do 7, nato se bo ogrelo od 5 do 10 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo večinoma oblačno, le na Primorskem bo v sredo sprva še deloma jasno. Hvala za vašo pozornost in vabljeni k ogledu aktualnega dogajanja spet jutri ob 18. ko bo z vami Karmen Podlesnik Marčič. Nasvidenje.